Dober dan. A kam odhajamo? Na obisk enemu največjih ambasadorjev Slovenije, k našemu košarkarskemu zvezdniku Luki Dončiću. Čaka nas kar dolga pot čez lužo, skoraj 9000 kilometrov čez 7 časovnih pasov. 20 ur pozneje smo na cilju, v Dallasu, z 1,3 milijona prebivalcev, 9. največjem mestu Združenih držav Amerike. Dallas se je v zgodovino zapisal kot kraj, kjer je bil 22. novembra 1963 prav tukaj na Dealey Plazi v atentatu ubit 35. predsednik Združenih držav Amerike John F. Kennedy. At 1:25, the motorcade moves into the downtown area. Death is 6 minutes away. In a warehouse, a sniper with a rifle poised waits. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Mesto na severovzhodu zvezne države Teksas pa je zdaj že dobrih 6 let drugi dom Luke Dončića. Gremo poiskat Luko Dončića. Prišli smo na trening Dallas Mavericksov. Tukaj nastaja čarovnija. Luka Magic, čarovnik Luka, košarkarski Picasso. Luka Magic! Luka's ability as talent is incredible. Just the artistry of what he does on the floor. You give Luka the ball and he can paint, you know, the best of the best paintings each game. In the moment, you know, you take big moments, last second shots, being able to find a way to help his team win, triple doubles. And that's why I think he's a Picasso, because of his artistry. Z glavnim trenerjem Jasonom Kiddom se strinjata tudi slovenska člana strokovnega štaba, pomočnik trenerja Marko Milič, prvi Slovenec, ki je zaigral v ligi NBA, in kondicijski trener Anže Maček. Z obema Dončić sodeluje tudi v slovenski reprezentanci. Ima izredno močne noge, izredno ekscentrično moč, kar mu omogoča ta hitra zaostavljanja, hitre spremembe smeri, igra v svojem tempu lahko in sama ta povezanost z njegovim košarkarskim IQ-jem mu pač omogoča to, da govorimo o enem najboljšem igralcu na svetu. Sem že praktično 30-letni karieri skoraj vse videl, kar je v košarki mogoče, ampak Luka nas z dneva v dan preseneča s svojim odnosom, nasmehom, pa z nekimi potezami, so kontra, rekel, fiziki, matematiki, pa kar smo karkoli videli, recimo, ampak v njegovi glavi to vse mogoče in velikrat tudi to rata na igrišču in vsi se sam spogledamo in uživamo, da imamo tako šanso, da smo pač del njegove ekipe. He's been a professional now for a decade, but what is with his child joy that he still has in him? For Luka, he is only 25, but he plays the game with the spirit of a kid, and we enjoy watching that. On ima glavo pozitivno, tisto otroško, kot otrok misli, da je vse misli in verjame in ve, da je vse mogoče in stvari se mu dogajajo, da je vse mogoče. Vse to dela z nekim pogumom, nasmeškom pa talentom in premika neke te meje, da mi samo gledamo. Če Luka Dončić česa pri svojem delu ne mara preveč, so to zagotovo intervjuji. Zato je še toliko bolj dragocen trenutek, ko se končno usede pred našo kamero. Luka, najprej hvala, da si vzel čas za ta intervju. Zakaj? Si ti košarkarski genij? Ne vem, to še ni. Moraš še veliko spojiti v življenju, da bi lahko to rekel. Kaj je s temi tvojimi norimi meti? Vem, da treniraš in vem, da te to tudi zabava, ampak kako? Ja, ne vem, mislim, da že od mehkega sem tako kakšne šute zadeval, ki jih ne bi smel, kakor bi rekel. Od kje, ne vem, ampak sem imel, moj bi rekel, tak feeling za žogo, da bom dober. Imeli smo te priložnost veliko krat videti, da prav vsako stvar, ki se jo ti greš, želiš zmagati. To pa že isto, že od mehkega zmer sem hotel zmagati, to sem, ne glede na kaj je bilo, da smo to družabne igre, košarka, nogomet, kjerkoli šport, sem zmer hotel zmagati. Verjetno veš, da marsikoga moti, recimo, da se ukvarjaš s sodniki, ampak je to enostavno del te tvoje tekmovalnosti, tega vsega, kar puščaš na igrišču? Ja, je tudi del. Sploh vsako tekmo
hoče zmagati. Zato tudi je veliko emocij na igrišču in to včasih je težko razumeti, včasih ni primerno, ampak je pa veliko emocij na igrišču. Te boli krivica? Lani si bil statistično daleč najboljši igralec, pa nisi bil izbran. Te bolijo kakšne stvari? Mislim, ne bolijo. Vemo, kakšno sezono sem imel. Jaz sam vem, da bi lahko bil komot MVP, ampak to je zato pa mediji o tem odločajo. Mediji so tisti, ki dajo glasove. Ne, da me boli. Nekako mi dajo še več moči za naprej. Dan za tekmo. American Airlines Center. Domovanje Dallas Mavericksov od leta 2001 slovi po svojem rekordnem nizu razprodanih tekem. Number 77, Luka! If you include tonight's game, our sellout streak for regular season games is going to be 888 games straight. Which is a record in the NBA League? Yeah, it's a record across pretty much all major league sports for the most part. When you're talking about, selling out games for over 20 years, that's a pretty impressive feat. Če je nekoč navijače privlačil Dirk Nowitzki, je v zadnjih letih to zasluga našega Luke Dončića. I started being a Mavericks fan when Nowitzki actually started playing, and then he retired, and then to cover his spot, now it's Luka for me. There was always this narrative when Dirk retires, we're going to have this, drop off in attendance, drop off in popularity, but that couldn't be further from the truth. Luka's impact was almost immediate. He's just great at basketball and inspiration, I guess. Yeah. He's put us on the map for the past 7 years, so shout out to Luka. Tole je zaodrje dvorane. Tukaj se dogaja vse tisto, česar ne boste videli v televizijskem prenosu. Vrata v svet lige NBA je Luka Dončić na široko odprl ne samo sebi, temveč celotni Sloveniji. Dobrodošli nazaj, a Doki Že 7. nastopamo na Dallas tekmah. Publika nas ima ful rada, tako da zmeraj radi nastopamo tukaj, ker je res dobro vzdušje. Jaz mislim, da Luka svojim igranjem, prezenco in vsem je mrskom odprl vrata, tudi nam, ki smo povezani neločljivo s košarko. Tukaj v Dallasu je on praktično bog, tako da smo tudi mi kot njegovi državljani imeli veliko lažjo pot vstopiti v NBA trg. Šele tukaj v Dallasu se nekako zares zavemo razsežnosti in pritiska slave Luke Dončića. Ne samo, da Dallas Mavericksi skrbno načrtujejo vsak njegov korak, vsako njegovo potezo, temveč je tako slaven, da ne more nikamor oditi sam, tudi ne do tega prvega murala, ki je pred 5 leti nastal v njegovo čast. Vemo si, da je Luka zvezda. A nam ti lahko pišeš, kakšna zvezda? Koliko je on oblegan? To je zelo težko opisati. Nekaj podobnega smo mi mogoče doživeli, ko smo igrali na Filipinih, ko ga je pretekmo 24 ur na dan čakali 300-400 recimo ljudi, ki ga je takrat prvič videli, glede se to dogaja čisto na vsak dan. Težko si je predstavljati vse posod, kjerkoli pridemo, ogromno število ljudi, ki ga čaka pred hotelom, pred avtobusom, po tekmi, v hotelu, vsi nosijo njegove drese, ali smo na poti, ali smo doma. Kar je zelo lepo videti, je pa tudi naporno. On se praktično s svojimi bodyguardi, ki jih ni on določil, pač mu jih klub določil, da se sprehaja on, da oni njega ščitijo, kot da bi imeli mi zdaj rekle, ne pismo Belga ali pa Zlatega tigra. On je bil ruki, pa je bila ekipa vredna približno 300-400 milijonov dolarjev v teh 5, 6, 7 letih, ko je on tukaj, je samo koman svoj delež prodal za 10-kratnik. Nobena stvar, tudi njegove pogodbe, pa to niso nič podarjene, zato ker je on lušten, pa se lepo smeje, mu dal toliko milijonov. On toliko prinese vse skupaj in mesto in to, da je ta delež njegov zaslužen.
To je najbolj dragocen podpis v moštvu Dallas Mavericks. How many of those does he have to sign? In total, with all this, it's about 250. Good luck, Luka. He's done about 2,000. Ta kup dresov, tega. Vse to je Luka že danes podpisal, ob tem še superge, žoge, cel kup z tega, pravkar podpisuje kartice. Vse to potem, ko je oddelal trening in terapija, tako da je delovni dan košarkarja Dallas Mavericksov kar dolg. K bolj prijetnim obveznostim zvezdnika lige NBA sodi tradicionalno božično druženje z otroki iz socialno šibkih družin. Us being here and able to, help them create memories is more important than anything. Who is the biggest kid in your team? Luka, easily. Oh, Luka for sure. And I'm not even saying that because he's Slovenian, but yeah, Luka's definitely the biggest kid. Da se ga otroci še posebej dotaknejo, je Dončić dokazal z ustanovitvijo svoje fundacije, namen katere je čim več mladim omogočiti, da uživajo v igranju z oranžno žogo. Košarka meni veliko dalo v življenju, ne samo na igrišču, tudi izven igrišča. Tako da jaz sam probam, da otroci, da so brez pritiska, da se imajo fajn. Se ti je še kaj spremenil odnos do otrok, ko si sam postal oče? Ja, mislim, seveda. Vse bi naredil za mojo hčerko, nekaj v bistvu najlepšega na svetu, kar se meni zgodilo v življenju in kar vedno bo tam. Je zdaj za tebe lažje, ko prideš domov in veš, da ni košarka vse na svetu, ko imaš slab dan v službi? Mislim, ja, seveda, ko prideš domov po slabi tekmi, vidiš nasmeh hčerke, nekaj neprecenljivega, tako da to že 1 leto traja zdaj. Rojstvo hčerke mi je res spremenilo življenje na boljše, tako da veš, da ko greš domov, to če ima slab dan, se ti takoj polepše dan. Velika dilema je bila, ali Luka menja plenice ali ne, kakšna je resnica? Ja, ker mislim, včasih ne preveč, veliko meni doma, kar ni glih najbolj sploh zdaj v teh rastujočih letih, ampak ker treba preveriti. Zamudiš kakšne pomembne trenutke? Ja, seveda. Kakor sem rekel, veliko smo na poti, kakšnih, naprimer, shod, neka beseda zgovori. Vem, da ne bom glih pri vsaki, ampak pri takih pomembnih trenutkih pa upam, da bo zraven. Luka, kaj je najboljša stvar tvoje slave? Najboljša stvar moje slave? Da lahko delam, kar sem si vedno želel kot otrok. Igrati košarko. In najslabša? Da me veliko ljudi poznajo. Ali sploh lahko greš v Dallasu ti sam peškam? Bolj neko, ja. Tudi redko kdaj grem. Bolj sem trening doma, tekma doma, tako da nič kaj preveč. Vemo, da si prijazen, precej ustrežljiv do navijačev, da poskušaš to vse razumeti. Kaj je tista meja, ki je pa ne dovoliš, da jo prestopijo? Sploh zdaj, ko imam hčerko, ko sem hčerko, ponavadi sam rečem, da zdaj glih ne morem, ko sem hčerko, nadomim veliko cajtov z njo, ker sem veliko na poti, sploh polet. Takrat v bistvu, ko sem s hčerko, s familijo, da me lahko sama pustijo v namer. Kako se nam zdi, ko prideš v reprezentanco, da si en drug Luka Dončić, en tak bolj sproščen? Mislim, kot prvo vsi govorimo isti jezik, vsi se poznamo že
od majhnega, bomo rekli. Tako pa zmer si damo dres Slovenije, obleči je zmer čas za nas, tako da vsi se imamo dobro tam in vsi spoštujemo, da igramo za svojo državo. Mlad si odšel pri 13 letih od doma. Mislim, da ti noben ne bi mogel zameriti, če se v tistem trenutku ne bi odločil za igranje za Slovenijo. Pa mislim, da bi veliko ljudi zamerilo vsem. Ampak mislim, da sem zmer hotel za Slovenijo igrati. Sem se rodil Slovencem, tako da nikoli ni bilo sploh vprašanja, da jaz ne bi zaigral. Tisto, kar se najbolj zanima, ali boš igral na Eurobasketu? Bom, če bom zdrav, bom. Vse se je to. Kaj se želiš v letu 2025? Prsta. Luka, najlepša hvala, da si nas sprejel tukaj v svojem drugem domu. Hvala. Slovenija, srečno novo leto 2025. Luka Magic!